opozorili, kako pomembno je sodelovanje različnih strokovnjakov različnih medicinskih specialnosti, imeli ste revmatologe, dermatologe, gastroenterologe, družinske zdravnike in seveda ginekologe, kadar imamo v mislih načrtovanje družine. Zaradi tega smo posneli en kratek pogovor z docentko doktorico Tanjo Prevlog-Staršen, perinatologinjo, torej specialistko ginekologije in porodništva iz Porodnišnice Ljubljana, ki vašo tezo potrjuje in jo tudi polaga bolnicam na srce. Poglejmo. Za začetek bi rada povedala, da so kronične vnetne revmatične bolezni spremenjenega imunskega odziva. Ravno tako pa tudi nosečnost spremljajo spremembe v imunskem in vnetnem odzivu. In včasih pride do neke kolizije med obema vnetnima spremembama. Vsled tega seveda lahko nosečnost vpliva na samo bolezen, ki se lahko v nosečnosti poslabša ali se poslabša po porodu, oziroma sama bolezen lahko vpliva na potek nosečnosti in povzroča določene zaplete, predvsem v smislu prezgodnjega poroda, zastoja plodove rasti, prezgodnjega razpoka plodovih ovojev in tudi večje možnosti, da ženska rodi s carskim rezom. Seveda pa se te zaplete v nosečnosti in vpliv nosečnosti na samo bolezen lahko zmanjšajo, če ustrezno načrtujemo nosečnost. Bolnica z revmatično boleznijo, ki si želi zanositi, se mora posvetovati s svojim revmatologom in pa tudi z ginekologom. In sicer v tem smislu, da ustrezno uredijo zdravljenje bolezni, se pravi, da se izberejo takšna zdravila, ki ustrezno zmanjšujejo samo bolezen oziroma potek bolezni in se lahko potem to zdravljenje nadaljuje tudi v nosečnosti in pa v času dojenja. Pomembno je tudi, da je bolezen v času zanositve v mirovanju in sicer vsaj 6 mesecev pred zanositvijo nekako zagotavlja mirovanje bolezni, da ne bo kasneje nekih pomembnejših zapletov v nosečnosti. Nekatera zdravila prehajajo posteljico in lahko v določeni meri vplivajo tudi na plod, zato je pomembno, da z revmatologom izbereta zdravilo, ki je v nosečnosti varno, in večina teh zdravil, ki jih revmatične bolnice ali bolnice s psoriazo jemljejo, so tudi v nosečnosti varna. Pomembno je, da ne preneha z zdravljenjem. Včasih se nekatere bolnice iz strahu, da bojo vplivali na razvoj ploda, prenehajo, vendar je veliko več škode zaradi prenehanja, ker s tem dajo bolezni možnost, da se spet razplamti, kar potem vodi seveda lahko v zaplete nosečnosti, prezgodnji porod. Pomembno je tudi, da nosečnica nekako ve oziroma da se zaveda, da bo mogoče pri njej trajal čas do zanositve nekoliko dlje. Zlasti pri tistih, ki jemljejo nesteroidne antirevmatike. Tako da v tem smislu je tudi mogoče potrebno prilagoditi terapijo, da zmanjšamo vpliv tega zdravljenja na čas zanositve, ki se nekako lahko podaljša preko 1 leta. In nekoliko večjem deležu kot pri ostalih ženskah je tudi potrebna potem tudi pomoč pri zanositvi z biomedicinsko oploditvijo. Večina zdravil, ki jih jemljejo bolnice z revmatoidnim artritisom ali psoriazo, so varna med dojenjem, se pojavljajo samo v nizkem odmerku pri novorojenčkih oziroma dojenčkih in ne vplivajo na njihov razvoj. Rada bi poudarila in položila vsem bolnicam na srce, da naj se ne bojijo nosečnosti, da če bojo načrtovale nosečnost, sodelovale skupaj s svojim revmatologom in ginekologom, se lahko nadejajo ene lepe nosečnosti in seveda tudi srečnega konca. In lahko povem, da v zadnjem času je vedno več nosečnic z revmatičnim artritisom in pa tudi z hujšimi oblikami psoriaze, ki zanosijo in tudi donosijo zdravega otroka. Spodbudno z ginekologinjo doktorico Tanjo Prevlog-Staršen
Za začetek vaju prosim, če bi k temu videu, s Porodnišnice Ljubljana želela še kaj dodati, pravzaprav bi želela nadaljevati prav pri koncu, pri tem sodelovanju večjih strok, se pravi revmatologov, dermatologov, kot gre za psoriazo, psoriatični artritis. Morda, doktor Lutar, najprej vas prosim za pojasnilo, kako je s tem sodelovanjem, glede na to, da ste omenili, da v primeru psoriaze kar 45% nosečnosti v resnici ni načrtovanih. Vsi trije ste nas pozvali, da je to zelo pomembno. Ja, to sodelovanje se je v zadnjih 20 letih zelo izboljšalo. Recimo ravno z revmatološko stroko in dermatologijo, pa tudi z ostalimi, ki so bili omenjeni v vsem tem, tako da smo lahko kar zadovoljni, nikoli pa ni tako dobro, da bi ne moglo biti še boljše. Ja, z dermatologi seveda in z ginekologi tudi veliko naših bolnic pravzaprav usmerimo, da pridejo pač na ta oddelek, ki ga vodi dr. Zašenova, in je pač to oddelek za patološko nosečnost, pa ne patološko, da je nekaj narobe, ampak tukaj pač bolnice so bolj pogosto spremljane, imajo dnevno obravnavo, pride, če treba ultrazvok, ker vse se hkrati vzame, počakajo, grejo in je to seveda za njih zelo pomirjajoče, ker vejo, da so praktično v najboljših rokah. So pa seveda nekateri, ki niso tako blizu Ljubljane, lahko vodene bolnice tudi pa svojih ginekologov, oni so seznanjeni s tem, kakšno bolezen imajo pred, ko gre karkoli narobe ali pa se karkoli kaže, jih oni potem tudi usmerijo na ginekološko kliniko v Ljubljano. Tako da mislim, da je sodelovanje dobro, ne rečem pa, da ne bi moglo biti še boljše. Kako je s tem mirovanjem bolezni, remisijo, Dermatologinja, docentka doktorica Sašen je rekla, da bi si želeli vsaj 6 mesecev po možnosti, seveda še več, da bi bila bolezen v remisiji, bolniki prav zagotovo, da bi bila zavedno v remisiji. Verjamem, da to prav vedno ni mogoče. Kakšen je zdaj tisti čas, ko na eni strani pri umetnih revmatičnih boleznih in pri psoriazi, psoriatičnem artritisu svetujete, da ne bolezen deluje pred zanositvijo? Ja, jaz bi rekel, da pravzaprav se redko zgodi v zdajšnjih časih, za razliko 15 let nazaj, recimo pa 20, še kakšno leto več, da bi bolnice zelo sile za zanositvijo. Nekako se mi zdi, da razumejo, da imajo, to so mlade osebe, ki imajo veliko informacij in ponavadi razumejo, da je potrebno bolezen umoriti, ker je potem veliko večja verjetnost, da bo lažje zanosila in da bo pač otrok ok. Tako da mislim, da to ni zdaj več tak velik problem, kot je bil včasih. In v bistvu razumejo, da je fino, da je 3 do 6 mesecev bolezen umirjena, včasih oni še hočejo, da je še malo več časa, preden se odločijo za otroka. Seveda si bi želeli večinoma, da bi na nek način bile brez zdravil, nekatere celo poskušajo ukiniti zdravila in potem se zanosijo in potem se zgodijo pač zagoni bolezni. In to ni tisto, kar je optimalno, ampak tudi ki se da potem pomagati in pogosto se čisto sreče niso. Profesor Dr. Družba omenila sta pravzaprav da je veliko sodobnih načinov zdravljenja, da ste hvaležni zanje, da pred 10-15 leti seveda bolnicam tega še niste mogli ponoviti, pa vendarle je malo tega strahu še prisotnega, kar ženske skrbi gledišča zdravila na otroke, nekatera grejo, nekatera tudi prelekati, ampak ne na svojo roko, vedno v sodelovanju s strokovnjaki. Kakšne so vaše izkušnje? Mislim, da je to sodelovanje z strokovnjaki res v redu in bolj je problem, da včasih, če govorim za bolnice z luskavico, kot seveda velja tudi za bolnike, to je specifika žensk, včasih vidimo, da celo pacienti, ki imajo hujše oblike te bolezni, ne pridejo do zdravnika. Da pridejo do osebnega zdravnika, nekaj pozabijo na to, da se tako naredi, ali so neosveščeni in nimajo informacij in ne pridejo potem naprej do dermatologa.
To je iz leta v leto redke, ampak dogaja se, da tu in tam srečamo bolnike z res napredovalimi oblikami bolezni. Ni bolezen zastavljena, torej še zmeraj je možno ukrepati, ampak seveda to je bolj problem. Ko pa gre za zdravljenje, pa mislim, da tu ni težav. Celo pri luskavici na koži dosegamo z sodobno terapijo rezultate, ki so med najboljšimi med vsemi imunsko pogojenimi umetnimi boleznimi, tako da omilitev bolezni ni pravzaprav težava. Še prej morda bi bilo bolj smiselno vprašanje, vem, da so omenili med predavanjem, da včasih pride do težav z zanositvijo, morda v primeru psoriaze pogoste kot v splošni populaciji, pa vemo, že v splošni populaciji so danes že kar težave z zanositvijo, ker smo vedno starejši, ko se odločamo za starševstvo. Kaj lahko tukaj storimo, kako pravzaprav pomembno je, da ženske ne odlašajo z materinstvom, bolnice z kroničnimi uritnimi bolezni, da ne odlašajo z materinstvom, vedoč, da morda bo malo dlje trajalo do zanositve ali da bodo potrebovali biomedicinsko pomoč. Seveda, pomembno je, kako huda je bolezen. Pri blagi obliki je vpliv lahko zanemarljiv, medtem ko na drugi strani pri hujših oblikah, ki so na srečo redkejše, pa toliko bolj izražen. Torej, predvsem tisti, ki imajo zmerne do hude oblike, naj ne odlašajo z obiskom specialista, recimo v primeru luskavice na koži dermatologa, v primeru psoriatičnega artritisa revmatologa. To mislim, da je bistveno. Profesor Tomšič, hotela sem vas vprašati, vem, da ste mi pred predavanjem povedali, da v nekaterih primerih revmatoidnega artritisa so v resnici zelo ženske, ki je tako ali tako malo čudežno na nek način kar umiri bolezen, mislim, da polovice ali več kot polovice primerov, ko gre za čas nosečnosti. Ja, to smo opazili predvsem v preteklosti, ko so bolnice zanosile, ko so imele še aktivno bolezen, ker smo imeli premalo zdravil, tista, ker smo pa imeli na voljo, pa morda niso dobro učinkovala. In takrat smo videli, da se pravzaprav ta bolezen enkrat umirila. Ampak po porodu pa izbruhana vsej silovitosti. Tako da, kar to je ženska, kar je bile kar skozi noseče, kar so bile pravzaprav vedeli. Zdaj to redko vidimo, zaradi tega, ker so praviloma ženske, ki imajo to bolnice, ki imajo to bolezen, dobro urejene, praktično se ne vidi, da imajo to bolezen, če imajo 10 let, zdaj, ker znamo tako dobro pravzaprav to bolezen, zdaj pa praktično tega ne vidi več. Vem, da bolnice včasih z kroničnimi umetnimi boleznimi različnimi, skrbi možnost, da bi se bolezen prenesla, na otroka tudi bolnike, ne samo bolnice. Kaj danes je vodi? Kar se tiče umetnih revmatičnih bolezni, je tako, da to niso redne bolezni. Morda je nekoliko več teh bolezni v družini. Jaz največkrat rečem, no, ampak to družini prvi to bolezen nima, pa se je dobila vse. Nobene nima, pa se je dobila in verjetno, da je to imel otroke, morda minimalno večja kot v splošni populaciji. Revmatoidni artritis recimo je tako in tudi večino drugih bolezni. Mogoče za spondiloartritis je nekoliko drugač, ampak ko se spomnim, kot imam parov, recimo mama, hči ali pa oče, hči ali pa sin, tega res ni veliko. Tako da to absolutno ni redna bolezen. Ne upravičen strah potem. Psoriazi seveda obstoja neka redna nagnjenost, ampak vendar so zelo pomembni dejavniki okolja, da se pri osebi, ki ima te gene, potem dejansko bolezni izrazi. In tudi mi opažamo, pogosto ko sprašujemo bolnike, če ima kdo od prednikov luskavico, negativen odgovor. Je morda ta odstotek malo višji, tam nekje 10-20% si gibljajo pozitivni odgovori, ampak vendarle vpliv okolja je zelo izražen. Omenili ste pri ženskah ta hormonska nihanja, ki smo jih deležni vse življenje, da lahko seveda negativno vplivajo na poslabšanje psoriaze. Kaj pa potem v nosečnosti, omenili ste tudi, da je precej pogosto bolezen, se poslabša oziroma razvija psoriatični artritis. Zakaj morajo biti ženske s psoriazo v nosečnosti še posebej pozorne?
pravzaprav enako kot sicer ostali bolniki z luskavico, psoriaza se poslabša recimo po kakih hudih stresnih situacijah, potem nekatera zdravila, kot so nekatera zdravila za uravnavanje povišenega krvnega tlaka, naprimer ACE inhibitorji, beta blokatorji, potem tudi liti lahko delujejo negativno. Daljše trajajoče okužbe drugih organskih sistemov, zlasti dihal, ki dlje časa niso bile ustrezno zdravljene, ob tem pride lahko do poslabšanja sončne opekline, recimo izpostavitev v desevanju večini bolnikov z luskavic in seveda tudi nosečnicam izboljšati stanje, mora biti pa to previdno postopno izpostavljeno, zavedati se moramo dolgoročne škodljivosti v desevanju in s tem tudi sončanja, ker pač pretirano izpostavljanje skozi desetletje vodi v nastanek predrakavih ali rakastih sprememb na koži. Je pa problem pri luskavici še posebej pa kratkoročno predoziranje, če lahko uporabim ta izraz, torej sončna opeklina lahko izzove hudo poslabšanje luskavice. Vse to so dejavniki, katere lahko ima bolnica, nosečna bolnica z luskavico vpliv in tukaj naj pazi. In prav gotovo tudi na vse te smernice zdravega življenjskega sloga. Nekdo med vama je omenil, da so pogostejše pridružene bolezni, kot je presnovni sindrom, pa potem povišana seveda telesna teža, srčna bolezen, depresija, srčno-žilni zapleti in tako naprej. V nosečnosti je seveda vsemu temu, vse, kar lahko storimo, še toliko bolj pomembno, da sledimo k čim bolj zdravemu življenjskemu slogu za dobro dojenčka, ki se razvija v manjih. Se popolnoma strinjam, pa še nekaj, tudi kredit je potrebno prenehati, to morda nismo ne znam, če bila ena gospa Prmenka rekla, kaj jaz lahko za sebe naredim, če bi bila bolezen boljša. Pa mi je kredit, ja, poleg tega, ali kaj še pitavce. Tako da v bistvu ja, ta življenjski slog, ustrezna prehrana, ustrezno gibanje, veliko gibanja, primerna telesna teža, to dolgoročno dinamino resni pogled. Ravno so včasih vaši najbolj enostavni nasveti najtežji izvedljivi. Ja, se lahko je svetovati, to je pa vsi vemo, da najlažje je sedeti pa reči nekaj kadika, vemo, da je to zasvojeno, zato enostavno, ampak seveda ne moš pa iti mimo dejstva, da recimo kaj je pri oziroma tudi maticom, ne da je sodoležen lahko pri nastanku bolezni, ampak tudi lahko zavira recimo učinkovanje določenih zdravil. Pravzaprav kadilci imajo slabšo odgovor na določena zdravila in naš nasvet seveda je, da izsipač tudi lahko nekaj kadita, ampak to, kot sem rekel, največkrat preskočil, pa če lahko še kaj drugega. Nosečnost je pa tukaj je tako nezgrozilo. Tako. Umenili ste torej zdravljenje, tisto, kar zagotovo bolnice, in bomo dali seveda in našim udeleženkam čim prej besedo, tisto, kar jih najbolj zanima, kako varno, če lahko tu še enkrat morda poudarimo, je zdravljenje ali z izbranimi prilagojenimi zdravili, s terapijami, ki jih imate danes na voljo za bolnice nosečnice s kroničnimi boleznimi. Jaz mislim, da je varno, zelo varno. Včasih hodimo po robu. Pa določenih bolnicah, ki imajo določena zdravila, v katerih je podatka zelo, zelo malo. Tu pa tam pa je kakšen podatek, tam hodimo po robu in to vedno v dogovoru z bolnico. Če bolnica potrebuje zdravilo in če se odločila, da bo imela družino, potem, če je vsaj približno nekaj podatkov o tem, potem seveda absolutno stojimo v strani in poskušamo pripeljati nosečnost do konca. Po drugi strani imamo pa na revmatologiji veliko zdravil, za katere so res dokazano, da so varna zdravila in ta zdravila praviloma uporabljamo. In sam se v zadnjih 5 letih ne spomnim niti ene nosečnosti, ki bi se končala slabo, bodisi z prezgodnjim porodom, bodisi z nekimi malformacijami na otroku, tega se najbolj bojimo vsi, in mislim, da je to zadevno. Jaz se res v zadnjih letih ne spomnim nobenega takega primera in je res smiselno da bolnice, če se odločijo, da to speljajo s pomočjo zdravnikov, ki jih obkrožajo in verjamem, da se večinoma to dobro konča.
Profesor Nunter. Posebno strinjam s povedanjem tudi bolnica Zluskarica iz prakse. Najlepša hvala za enkrat, jaz verjamem, da imamo še kakšno vprašanje v občinstvu za naša strokovnjaka, profesorja dermatologa, profesorja revmatologa. Veronika Sorokin, zdravilo, medicina in ljudje. Meni bi zanimalo, če lahko kaj več poveste o bioloških zdravilih. Nekaj govora je že bilo, ampak vem, da se tukaj tudi zadeve kar hitro spreminjajo, pa če lahko to povezava v terapiji, teh kroničnih umetnih bolezni, v načrtovanju nosečnosti, ali bolj pojasnite to povezave s biološkimi zdravili. Zdaj, če začnem od ozadja, zdravila, kot so recimo zaviralci interleukin 12-33, zaviralci interleukina 17 pa interleukina 6, v bistvu so to relativno nova zdravila in nosečnic sam na teh zdravilih nimam zaenkrat in absolutno odsvetujemo, da na teh zdravilih zanosili. Potem je naslednje zdravilo, ki je relativno dolgo na tržišču rituximab. Sam imam eno nosečnico, ki je zanosila in odločila se je kljub temu, da ni čisto povsem jasnih znano, da je zdravilo varno. In vedno, ko se pripeljamo v nosečnost do konca, pa takih zdravilih napišemo neko poročilo, da bodo tudi drugi posebej videli, da se je ta nosečnost ob tem zdravilu končala uspešno. To je način, kako funkcionira ta skupnost, da širimo med sabo podatke, če se je nosečnost dobro končala. Potem pa predtem na alfa zaviralcih, ki imamo pa na tržišču 20 let in tukaj so pa pravzaprav podatki relativno dobri in vemo, da, kot sem povedal že med predavanjem, da se zdravila vendarle med sabo razlikujejo zato mlajšim osebam, ki načrtujejo zdravilo že ob samem začetku uvedemo zdravilo tisto, ki ga lahko prejemajo čez celo nosečnost. Pri bolnicah, ki imajo drugo zdravilo, so se začeli zdraviti recimo 10 let nazaj, ko tega zdravila še ni bilo na tržišču, se pa pogovorimo z njimi, ali bi želeli, da jim zdravilo, na katerega so navajeni, na katerega so dobro urejene. In je včasih jim težko zamenjati to zdravilo, potem recimo se dogovorimo, kako bo, če ne zamenjal zdravilo s tem zdravilom, na katerim so recimo že 10 let. Recimo, če je to zdravilo adalimumab, recimo umira, potem seveda do 20. tedna nosečnosti je to ok, po 20. tednu nosečnosti pa zdravilo ukinjamo. Skratka, čeprav so si podobna TNF alfa zaviralci, so vendarle toliko različni, predvsem pa nosečnicah res dobro premislimo, kjero zdravilo bomo dali. V primeru psoriaze je drugi podobno? Ja, v primeru psoriaze je isto. Profesor Tomšič, nekaj se mi zdi vse še želeli. Potem pa še naprej z vprašanji. Jaz sem preveč Karoličeva, je žal nobenega gastroenterologa, ampak imam zdaj konfliktne informacije. Vi ste rekli, da če sem na primer na lepsimi, da potem se ne bojim ne smem, če sem prav razumela. Mene gastroenterolog rekel, da ni problema in me zdaj zanima, kako je s tem. Ker je takaj šel pentilosis in diabetes, tudi imam tega. Sicer ne bodo pneumatiki, bi se verjetno mogla, ampak zdaj ne vem, če točno kako je z dojenjem. Zdaj, jaz sem vam pokazal, kaj pišejo v bistvu v glavnem povzetku za zdravila. To je to, kar farmacevti, v bistvu proizvajalci zdravila, na podlagi podatkov, ki so v literaturi, stojijo za tem, oziroma je toliko dokazov, da lahko rečejo, da to pravzaprav napišejo. Morate pa vedeti, da so proizvajalci zdravil zelo restriktivni in če ni podatka, napišejo, ne smete dobiti. In vedno, pri vsakem novem zdravilu naredijo identično. Šele potem podatki, čez čas se na nek način pokaže, je to varno ali ni varno in nekateri proizvajalci to spremenijo, nekateri pa tega ne spremenijo. Infliximab tudi
pri bolezni, KVČB je drugačno od revmatoidnega artritisa. Jaz poznam dobro kolege, ki zdravijo KVČB. Oni humire ne ukinjajo adalimumaba, ker točno vejo, ko jo bojo ukinili, bo zelo, zelo močno se poslabšala bolezen in s tem bolnico grozila in nerojenega otroka. Zaradi tega oni vztrajajo, je tveganje nekoliko večje, da bi bil otrok imel kakšno okužbo več po porodu, ampak kljub temu v bistvu s tem zdravilom vztrajanja. Enako velja tudi za infliximab. Kar se dojenja tiče, veste, če bi bilo dojenjem tako zelo enostavno, mislim, to zdravilo tako zelo enostavno, bi ga mi pojedli, infliximab, ne bi ga dobili v infuziji. V infuziji ga dobimo zato, ker so to v bistvu beljakovine, ki jih naša želodčna kislina razgradi. Zelo podobno, seveda, manj intenzivno lahko razgradi te beljakovine tudi otrok. Zdravilo je v materinem mleku, ampak ga v bistvu lahko otrokov želodček pravzaprav razgradi. Tako da je zdaj zadeva taka. Uradna priporočila so, da naj bolnice ne dojijo, za tista zdravila, ki so pa dokazana, da praktično ni noter, piše v teh priporočilih, da pravzaprav lahko dojijo. Naša navodila, če ženska želi, mati mlada želi dojiti, je pač povemo, da je nekaj zdravila v materinem mleku in da se sama pomena odloči, ali bo dojila ali ne bo dojila. Tako. Drugače pa tam noter je pa napisano tisto, kar je za proizvajalca dokazano in za katerim stoji. Ker, veste, to je, bi se rekel, zavarovalna polica za farmacevte, ker če bi malo drugače svetovali in bi do česa prišlo lahko do torke in zato so zelo, zelo konzervativne informacije v teh povzetih. Če ni dokaz, da je zdrav, da je varno, potem reč napiše, da ne bi. Tako. Hvala lepa vam za odgovor, vam za vprašanje. Morda še kakšno vprašanje? Romana Praprotnik, smo veseli, da ste tudi diabetiki z nami. Lepo zdrav, društvo diabetikov Velenje, Romana Praprotnik. Me pa zanima, zelo pogosto je v času nosečnosti, se pravi, gestacijski diabetes. Pa me zanima, če se pravi, ta pač gospa, ki načrtuje, oziroma gospodična nosečnost, boli za sladkorno boleznijo, a se kaj zmanjša zaradi teh zdravil tudi učinek inzulina? Edino zdravilo, ki vpliva na potek sladkorja, kar v vsakem praktičnem odmerku je glukokortikoid medrola. Vsa ostala zdravila pa praktično nimajo vpliva na zdravljenje, pa res, če je bolezen aktivna, se praviloma poslabša tudi bolezen, ker je to v bistvu stres za organizem in v bistvu se lahko ob poslabšanju bolezni poslabša tudi sladkorna bolezen. Še eno vprašanje smo imeli? Smo? A me lahko še tukaj? Ja. Jaz sem... Jaz sem bolnica Zaco, doktor Tomišičem se kar dobro poznamo. Imam 9 mesecev vsakega otroka, zdaj me pa zanima primer, da načrtujem še enega otroka. Koliko časa je bilo pametno počakati, sem na humiri, tudi dojila sem samo 3 mesece, potem nisem prejemala humire med nosečnostjo pa 3 mesece po porodu. Zaradi poslabšanja sem pač mogla iti nazaj na zdravila in prej nehala dojiti. Takrat je moj revmatolog to svetoval. Zdaj pa zanima, če se odločim še za enega otroka, koliko časa bi bilo fajn, recimo, da spet bolezen miruje. Trenutno je nekakšnem mirovanju, pa spet kako zdravili vse, kako naprej. Zdaj ne vem, kaj to imamo nekakšnem mirovanju. Ne spimo po noči, romantiki ne moramo spati, mamice ne spimo po noči. Ok. Če se zbujete samo zaradi dojenčka, razumem. Ja, v bistvu fino je, da je bolezen 3 do 6 mesecev vsaj približno umirjena. Zdaj malo izkušnji že imate, bolniki ponavadi vejo, da je bolezen umirjena. In potem, kar se humire tiče, kot sem rekel,
če bi se slučajno slabšal, lahko nadaljujete z do 20. tedna, potem se začne pa res intenziven, povečan prenos tega zdravila v otrokovo kri in je bistveno višji, kot pravzaprav materni krvi, tako da, če želite, če je to mogoče in parankizirelček ponavad je, za razliko od HVČB, kjer se bolezen praviloma zelo hitro poslabša, se pač potem prekine in se nadaljuje potem. Lahko pa pravzaprav zamenjate zdravilo za neko zdravilo, recimo, ki pa ne prehaja čez placento in ga praktično lahko prejemate čez celo nosečnost in tudi med dojenjem. Če nekšno vprašanje, izlično še? Gremo zakaj naprej. Doktorica Prebrus-Ošinova je omenila, da imanje nesteroidnih antireumatikov lahko vpliva na kasnejšo zanositev oziroma na težavnejšo. Kako to? To je tako, ne? Zakaj pa nekdo rabi nesteroidni antireumatik? Zato, ker je bolezen aktivna. In v bistvu je to najbolj pogost razlog, zakaj je pravzaprav težko zanosijo. Jaz sam nimam nekih izkušenj s tem, da bi zaradi recimo nekega nesteroidnega antireumatika se zelo podaljšala čas od zanositve. Vemo, da je to daljš, kar je običajno, ampak praviloma, če nekdo jemlje nesteroidni antireumatik, to je zdravilo, ko vzameš zele, da ti bo čez pol ure lažje, da boš imel manj težav, manj bolečin, če to delaš dvakrat na dan, pomeni, da imaš vmes kar stalno bolečine, ker drugače, če nimaš težav, pravzaprav teh zdravil ne jemlješ. Tako da jaz mislim, da je pač pomembno, če nesteroidni antireumatik jemlješ, da je potrebno ali mogoče intenzivirati drugo zdravljenje, da ga pravzaprav ne bi potreboval, in da se bolezen pač umiri. Hvala. Še naprej, morda v vaši vrsti še ali bo drug? Potem bi pa želela pozdraviti gospod Heleno Latovec, to je gospa, ki smo videli v prvem videu, mati dveh malčkov, bolnica s psoriatičnim artritisom. Helena, ne vem, nisem nič povedala, da vas bom še nadlegovala z vprašanji. Čestitke za vaš pogum in hvala, ker ste danes priznali. Verjamem, da tudi v neformalnem delu današnjega druženja, da boste morda mamice med sabo izmenjale kakšne koristne informacije. Helena. Dobro večer. Malo sem zamudila, ker pač dva otroka, ne treba zvihtati. Ja, ste želeli vse informacije. Jaz sem vesela, da sem vse vrla, da imate tako dobre informacije, ker sem jih jaz slišala, ker v svetu jih nisem vedala. Tudi, ko se meni bolezen začela, sem skozi govorila, da ne bom imela otrok, niti si nisem nikoli predstavljala. Potem dobiš biološke zdravila in posledice, ki v bistvu odpre na novo in kar malo na hitro pozabiš, koliko hudo je. Pa sploh ne več ne razmišljaš, ker res pozabiš, verjetno se samo to preizkušala, iz tiste bolečine, iz nemoči, ker ne veš, boš predelal dan, se ti obrne pač tako, kot bo prej. In potem tudi drugače gledaš na življenje in začneš nove cilje in nove poti izbor. Hvala lepa, Helena. Morda naši gospe in gospodje ne vedo, da sem jim povedati, da naša Helena že tudi malo dela, ker smo jo tik pred službo komaj ujeli, razklano kot vsaka mamica, pa seveda kronična bolnica še zraven, med delom, družino skrbjo za dva otroka mlajša od 4 let. Profesor dr. Tomaž Nuda, najlepša hvala za vsa vaša današnja pojasnila in udeležbo. Profesor dr. Matija Tomšič, vam prav tako in seveda naj bodo vsi začetki v našem novem letu za vse nas na različnih področjih maksimalno uspešni.